Pozdravljeni! V tem videovodiču vam bom predstavila orodje Smart Ink. Orodje na računalnik namestite s namestitvijo gonilnikov za delovanje interaktivne naprave Smartboard ali z namestitvijo programske opreme Smart Notebook. Smart Ink lahko uporabite za pisanje na interaktivni napravi Smartboard, lahko pa uporabite tudi druga orodja, ki vam bodo olajšala delo na interaktivni napravi. Kot privzeto se orodje pokaže na zaslonu v plavajoči orodni vrstici. Orodno vrstico lahko kadarkoli prestavite, tako da se postavite nanjo in jo povlečete na želeno mesto. Lahko pa jo tudi zaprete. To storite tako, da orodno vrstico povlečete na katerikoli rob zaslona, nato pa v prikazanem obvestilu pritisnete na gumb Zapri. Orodna vrstica se vam pokaže v zmanjšanem obsegu, lahko pa jo tudi razširite, da pritisnete v sredino kroga. Torej v razširjeni različici orodne vrstice lahko spreminjate vrste in lastnosti pisal, lahko pa izbirate tudi med različnimi orodji, dodajate priljubljena in tako naprej. Izbirate lahko med standardnimi pisali, to so klasično pisalo ali označevalnik besedila. Če pa pritisnete na dodatne možnosti, torej gumb s 3 pikicami, pa lahko izberete tudi kaligrafsko pisalo. Kolikor pa imate nameščeno programsko opremo Smart Notebook, pa lahko izberete tudi tako imenovana notebook pisala, kot so kreda, kreativno pisalo, pisalo, ki prepoznava besedilo, čopič, čarobno pisalo ali pisalo za risanje oblik. Glede izbire barv pa je tako. Izbirate lahko med 4 prednastavljenimi barvami ali si izberete barvo po meri. To storite tako, da pritisnete na ikono barv ter zavrtite barvno paleto in izberete želeno barvo. Nastavite pa lahko tudi debelino črte ali torej izberete med 4 prednastavljenimi debelinami ali pa odprete meni za dodatne nastavitve, kjer lahko med drugim določite tudi slog črte, začetek in konec črte, debelino črte ter prosojnost. Ampak vsa pisala ne omogočajo teh nastavitev po meri. Poleg različnih pisal ima orodje Smart Ink na voljo tudi različna orodja, ki olajšajo delo na interaktivni napravi Smartboard. Ta orodja se skrivajo pod ikono torba. Prvo ikono predstavlja orodje za osvetlitev dela zaslona, s katerim lahko izpostavite najpomembnejše stvari. Ko orodje zaženete, se vam osvetli osrednji del zaslona. Osvetljeni del lahko tudi pomikate po zaslonu. To storite tako, da se postavite na neosvetljeni del zaslona in tako premaknete osvetljeni del, kamor želite. To pa še seveda ni vse. Območje osvetlitve lahko tudi povečate ali pomanjšate. To storite tako, da se postavite na rob osvetljenega dela in ga povlečete navzven oziroma navznoter, odvisno od tega, ali ga želite povečati ali pomanjšati. Orodje zaprete tako, da pritisnete na križec, ki je v zgornjem desnem kotu. Druga ikona predstavlja orodje, s katerim lahko povečate določene dele zaslona. To pomeni, lahko povečate sliko, ki v originalni velikosti ni dovolj razvidna, besedilo in tako naprej. Tudi območje povečave lahko povečate ali pomanjšate. To storite tako, da se postavite na rob in ga povlečete navzven ali navznoter. Sliko, ki je v tem označenem oziroma povečanem območju, lahko tudi povečate
Kako to storite? Pod tole sličico oziroma pod tem povečevalnim steklom je ena ikonica, in sicer povečevalnega stekla, s katero je potrebno prodrsati v desno in sličica se bo povečala. Orodje zaprete tako, da pritisnete na križec, ki je v zgornjem desnem kotu. Naslednje orodje imenujemo zavesa oziroma zastor zaslona, kateremu lahko spremenite barvo. To storite tako, da se dotaknete s prstom, pisalom ali miško na kateremkoli delu le-tega in barva se spremeni. Zastor ima na vseh 4 straneh 2 črtici, kateri povlečete na želeno mesto, da zastor postopoma odmikate. Odmikate ga lahko torej iz vseh 4 strani. Orodje zaprete tako, da pritisnete na križec, ki je v zgornjem desnem kotu. Orodje z ikonico fotoaparata je orodje za zajem zaslonske slike in omogoča zajemanje zaslonske slike na različne načine. Torej, zajemanje zaslonske slike pravokotnega območja, zajemanje zaslonske slike izbranega okna, zajemanje zaslonske slike celotnega zaslona ali zajemanje zaslonske slike prostoročno izbranega območja. Najprej bom torej izbrala zajem slike pravokotno izbranega območja. Ko to storim, lahko zajeto sliko uporabim na različne načine. Torej, lahko jo shranim na namizje, pošljem v notebook. Če imam notebook odprt, ga lahko tudi določim stran, na katero jo pošljem. Izberete lokacijo za shranjevanje ali jo pošljete v odložišče in jo prilepite v želeno aplikacijo. V kolikor shranite sliko na namizje, se vam ta odpre v mapi Zajem. V kolikor izberete drugo ikono, boste izbrali možnost zaslonske slike izbranega okna. Torej, v kolikor boste izbrali to možnost, boste morali označiti oziroma izbrati okno, katerega vsebino želite zajeti v zaslonski sliki. Torej, jaz bom zdaj odprla spletni brskalnik, katerega vsebino bom zajela v zaslonski sliki in jo shranila na namizje. Zajamete pa lahko tudi zaslonsko sliko prostoročno izbranega območja zaslona, ki ga shranite in uporabite na načine, ki sem jih že prej opisala. V Smart Inku pa imate na voljo tudi orodje za pretvorbo rokopisa v digitalno obliko. V okence zapišete besedilo, ki se samodejno pretvori. V kolikor se je besedilo ustrezno pretvorilo, pritisnete na kljukico. Ko je besedilo se sedaj odloži v odložišče, sedaj pa morate pritisniti na območje, v katerega želite vstaviti to besedilo. Torej, to besedilo lahko uporabite recimo za vnos v iskalnik Google, lahko jo uporabite tudi v Microsoft Excelu, za iskanje po spletnih straneh, za reševanje spletnih učbenikov in tako naprej. Med orodji pa lahko najdete tudi različne žige, ki popestrijo poučevanje predvsem na prvi razredni stopnji, kjer še učenci recimo nimajo ocen in lahko z žigi ocenite njihovo delo. Izbirate lahko med že naloženimi žigi, lahko pa dodate tudi svoje. Svoje žige dodate tako, da pritisnete na plusek, nato pa na svojem računalniku najdete oziroma poiščete datoteko in jo naložite. V kolikor boste nalagali svoje žige oziroma sličice, vam svetujem, da izberete datoteko v PNG formatu, ki ima transparentno ozadje.
Delo na interaktivni napravi Smartboard pa si olajšate tudi z nastavitvijo priljubljenih orodij, s pomočjo katerih boste veliko lažje in veliko hitreje lahko uporabljali vaša najbolj priljubljena orodja. Torej, prva 4 orodja, ki si jih nastavite, se vam prikažejo v načinu, kadar nimate odprte orodne vrstice v polnem načinu. Ostala pa lahko odprete tako, da pritisnete na zvezdico. Da vam bo nastavitev priljubljenih orodij nekoliko lažja, vam bom najprej prikazala, kako dodati priljubljeno pisalo. Torej, priljubljeno pisalo dodate tako, da pritisnete na zvezdico, potem na plusek, izberete torej vrsto pisala, ki ga želite dodati. Lahko izberete tudi pisalo v širšem izboru, nato pa pisalo izberete barvo, debelino in ostale lastnosti. Veliko uporabljam tudi orodje za zajem pravokotnega območja zaslonske slike, zato bom med priljubljena orodja dodala tudi to orodje. Da bom za delo na interaktivni napravi Smartboard imela vsa potrebna orodja, bom dodala tudi enega izmed žigov. Na koncu pa tudi označevalec besedila, kateremu bom določila barvo in debelino. Torej, sedaj so okrog orodne vrstice Smart Ink nanizana 4 priljubljena orodja, ki sem si jih ravnokar nastavila. Upam, da ste v tem videu vodiču spoznali nova orodja, ki vam bodo olajšali delo na vaši interaktivni napravi Smartboard. Hvala za ogled videa.